Moje ime je Gregor Modr, jaz sem filozof, zaposlen na Univerzi v Ljubljani. Umetna inteligenca je ta hip predvsem nek koncept, ki ima nekoliko nejasne obrise, ampak ga že lahko uporabljamo za nekatere programe, ki nam omogočajo, da namesto nas opravijo neke relativno kompleksne miselne naloge. Oboje. Človek je seveda sam sebi največja grožnja in priložnost. Tehnologijo je vedno bilo mogoče izkoristiti za neke pozitivne spremembe, za dobre stvari, da tako enostavno rečem. Lahko jo pa seveda zelo hitro tudi uporabimo za povečanje nadzora, za izkoriščanje, za povečanje izkoriščanja, za povečanje nadzora. Zato, da bi lahko študirali filozofijo. Sofoklovo Antigono seveda jaz vsaj želim brati kot nek tekst, ki je relevanten za nas, za današnji čas, za današnji politični, zgodovinski trenutek. Hkrati pa seveda v njej ne bomo našli nobenega recepta za to, kaj moramo ali pa kako moramo ravnati v današnjem življenju. Kljub temu nam lahko v nekem smislu pomaga, lahko nam pomaga razumeti, kako da je v nekem svetu, v neki zgodovini prišlo do trenutka, ko se mora ta svet spremeniti. Žižkova Antigona je v veliki meri utemeljena na Heglovem razumevanju tega, zakaj v Sofoklovi Antigoni sploh gre. In v tem smislu je dobra vaja v heglovskem razumevanju problema. Če med Kantom in Heglom izbereš Hegla, potem si v bistvu izbral in Kanta in Hegla. Neformalni izraz za skupino filozofov, ki jih navdušuje ta nemški idealizem in lakanovska predvsem psihoanaliza. Lakanovska psihoanaliza je en sklop enih učenj, naukov, ki jih je razvil predvsem Jacques Lacan, kot nekdo, ki je kombiniral v bistvu freudovsko odkritje nezavednega, freudovsko psihoanalizo z francoskim strukturalizmom in francosko lingvistiko. V smislu naše vprašanja, ki so drugačne od vprašanj izpred 1000 let, ker mnogo teh naših temeljnih vprašanj je zelo podobnih tistim, ki so si jih ljudje postavljali že pred 1000 let. Specifična za nas so pa po mojem, kaj narediti z klimatskimi pretresi, kaj narediti z to krizo, kaj narediti z egalitarnostjo, kaj narediti z demokracijo kot način, kar ni zgolj formalni okvir tega, kar mislimo, da je smiselna politična ureditev, ampak demokracijo kot način, kar dejansko pomeni osvoboditev vseh ljudi v nekem smislu enakopravnosti. In še eno vprašanje, mislim, da je pomembno, ampak se ga ne spomnim ta hip. Recimo, da je umetnost ena od tistih področij človeškega delovanja, ki nima razloga, ampak je razlog, zakaj živimo in delujemo. Kaj je dobro? To vprašanje je zelo težko zastaviti filozofu, sploh pod prisilo tega, da nekaj pove zelo hitro. Mislim, vsi filozofi so se poskušali izreči o tem, kaj je dobro. Sploh Platon, za njim Aristotel in celotna tradicija. Veliko lažje je, če rečeš, kaj je dobro v političnem smislu, kaj je dobra politika. Veliko lažje je, če rečeš, kaj je dobro v etičnem smislu, v smislu, kako biti dober človek, kako biti dober sočlovek. Kaj je dobro v nekem konkretnem pomenu, je veliko lažje, kot kaj je dobro nasploh. Recimo, da smo v zahodni tradiciji dobro, vsaj v tem družbenem smislu, večinoma razumeli kot vprašanje sreče. Tako sreče posameznika, kot tudi vprašanje sreče v neki družbi. Dejansko pojma nimam. Mislim, je filozofsko vprašanje, zato uradno nimam pojma. V smislu približno vem, ampak si rajši ne upam nič odgovoriti, ker obstaja to kot neka... Predvsem ne študirajo. Jaz mislim, da če se spomnim sam, ko sem se odločil za to, kaj naj grem študirati, v resnici nisem imel najboljše predstave o tem, kaj študij sploh je in kaj naj izberem. Ampak se mi zdi bolj pomembno, da se sploh odločiš za študij, da ne pristaneš na neko banalno zahtevo današnjega časa, ki je čimprej je treba ljudi k kruhu spraviti, kaj ti bo študij, kaj ti bo znanost. Čimprej moraš saditi krompir, zato da boš kaj imel. Sam mislim, da je dejansko veliko boljše se odločiti za študij in pač zdržati ta čas in ga premagati. Definitivno bodo prišli boljši časi spet.
Ja, v tem smislu zelo slab. No. Sam ga razumem res kot nek čas, kjer se mi zdi, da smo začeli iskati neke zelo začasne rešitve, rešitve, ki imajo rok trajnosti mogoče kakšno leto, dve. Popolnoma pozabili smo pa na dolgoročna vprašanja, na dolgoročne dobrobiti za, ne vem, za kogarkoli v resnici. Zate osebno, za državo, za skupnost, za narod, za nacijo, za Evropo, za svet. Razmišljamo izključno o tem, kaj nam bo koristilo v naslednjih 2 letih in popolnoma zanemarjamo stvari, ki imajo svoje učinke, ki lahko pokažejo svoje učinke šele na daljši časovni rok. Glede ideologije nimamo nobene izbire, glede ideologije je stvar zelo jasna. V vsakem primeru smo v neki ideologiji, v vsakem primeru smo že del neke samoumevne formacije, a to hočemo ali ne. Ideologija ni nekaj, do česar bi lahko spontano vzpostavili nek odnos. Ideologija je nekaj, kar lahko spremenimo ali pa vsaj začnemo spreminjati na neki ravni, ki je zelo redko neka eksplicitna zavestna raven. Filozofijo se velikokrat zamenjuje z vprašanjem modrosti. Filozofijo se velikokrat zamenjuje z modrimi stavki, ki si jih lahko preberemo in zapomnimo in v zvezi z njimi uravnavamo svoje življenje. Od takih stavkov mi je še najljubši stavek od nemškega filozofa Hegla, ki je rekel, da resnica ni že skovan novec. Se pravi, resnica ni nekaj, kar ti nekdo da in potem ti tisto imaš. Ampak je nekaj, do česar se moraš sam z lastnim naporom dojemanja, razumevanja, z lastnim naporom pojmovanja priboriti. Samo to, kar boš sam s svojim lastnim delom, s svojim lastnim umskim delom dosegel, samo to bo sploh lahko imelo status nečesa resničnega. Filozofija, hvala za to vprašanje. Filozofija je, če samo nadaljujem odgovor na prejšnje vprašanje, filozofija je na nek način boj za vednost. Gre natančno za to, da poskušaš v bistvu si priboriti neko znanje. Poskušaš opraviti ta napor pojmovanja.